Arhitekturo ustvarjamo iz ljubezni do lepega in zaradi obveze do umetnosti, ne zaradi denarja. Javna slava, delo v javnosti, vse to ni nič. Samo pri delu, ko človek občuti za trenutek krila večnosti, dobi nekaj, česar mu ne more vzeti nihče več. Zato pa je umetnost tako grozno krasna stvar. Tile stavki so vzeti iz oblačka Jožeta Plečnika med govorom svojim študentom in sicer jih najdete v stripovski biografiji Plečnik in Pika, o kateri bo danes kar nekaj govora. In z nami sta tudi oba ustvarjalca te knjige, stripar Zoran Smiljanić in zgodovinar Blaž Vurnik. Obema en lep pozdrav. Dobro večer. No, ponavadi na začetku pogovora oba sogovornika nakratko predstavim, ampak danes smo se pa dogovorili, da se predstavite kar vidva, in sicer izmenično, in tako mogoče izdate tudi, kako se je začelo to vajino sodelovanje, ki traja že kar nekaj časa, in pa tudi odkje zanimanje recimo striparja nad zgodovino in pa zgodovinarja nad stripom. Tako da kar izvolite. Bom jaz začel. Torej, predstavljam Blaža Vurnika, doktor Blaža Vurnika, čeprav ne mara, da se kititi s tem nazivom. V bistvu o Blažu niti ne vem kaj veliko povedati, razen tega, da me je nekega dne pred 7 leti, mislim, da že poklical, če bi delal en strip o Ljubljani, okupirani Ljubljani, in sem sprejel in smo pa začela. To neko na videz naključno sodelovanje se je izteklo v zdaj že tretjo skupno sodelovanje, in to so kar take sodelovanja, ki trajajo 1 leto ali pa še več. Blaž je muzealc, ki se zaveda pomembnosti in vloge in medija stripa. Torej, najprej še bral stripe, še ko je bil mlajši, in na neki točki je začel strip uvajati v muzealstvo, v muzeje, kar je zelo posrečena poteza, ne samo zato, da je nekako osvežil muzeje, ampak ker sem tudi jaz od tega kar precej imel. Blaž je kreativen, se lepo je ustvarjati z njim, pisati scenarijev zelo strokovno utemeljenih, ampak tudi z velikim razumevanjem za strip, za medij stripa, tako da je praktičen, če ga ne bi bilo, bi se ga bilo treba izmisliti. V tem našem prostoru je nekaj unikatnega in v tem smislu mu želim še veliko let in plodnega sodelovanja z mano izključno, da ne bi s kom drugim še. A potem, če ga ne bi bilo, bi ga narisali? Pa to je bilo res toliko neverjetno, da še narisal, ne vem, če bi ga narisal, ker je, kot bi z Marsa padel. Mislim, striparji smo striparji, ta je pa pojavil se od nekje drugje in zasejal in povedal to, nisem nekaj povedal, ampak v tej stripovski sceni je kar pomemben faktor zdaj v kratkem času prostora. Tako da še na mnoga leta, Blaž. Okay, hvala. No, jaz pa bom predstavil Zorana Smiljanića, slovenskega striparja, scenarista, pisca, recenzij, kritik in misleca. Zdaj, z moje strani to sodelovanje, v bistvu je seveda kronologija tekla tako, kot jo je Zoran popisal, ampak nekaj drugega sem v bistvu se spomnil danes, ko sem razmišljal o tem pogovoru. Veliko ljudi reče, da se je z zgodovinskim stripom prvič srečalo pri Mausu Arta Špigelmana, ki je zdaj v zadnjem času dobil spet nekaj več publicitete, ker so ga nekje na eni šoli v Ameriki odstranili iz knjižnice. No, v bistvu pri meni je pa tako, da sem sicer tega Mausa tudi dosti zgodaj spoznal, ampak v resnici sem se pa za zgodovino v stripu prvič srečal v mladini, pri Zoranovem stripu, mislim, da je naslov 1943.
ki se dogaja med drugo svetovno vojno. Mene je zgodovina v bistvu od vedno zelo zanimala, zato sem tudi potem nekoč šel študirati. In tisto se mi je zdelo res fascinantno, v bistvu, da je zgodovina v stripu. To sem takrat prvič videl po vseh stotinah Alan Fordov, Zagorjev in tistega, kar je bilo na voljo pri nas. In mi je bilo všeč, in sem spremljal to pač v mladini, druge, Hart Fakrse in tako naprej, od Vitorija de la Croce, ki se je izkazalo, da je to Zoran Smiljanić. In potem, ko sem imel enkrat, ko sem v bistvu bil že kar nekaj časa v mestnem muzeju v službi, sem imel v bistvu že toliko nekih detajlov in osebnih zgodb iz druge svetovne vojne nabranih, če rečemo, ali pa v glavi, da se mi je zdelo zanimivo poskusiti napisati tak scenarij za strip, pri čemer sem si potem želel, da bi ga Zoran pa narisal. In tako sem, to je recimo z moje strani začetek tega sodelovanja. In nastal je takrat strip Spomini Kristine B. Ja, Spomini in sanje Kristine B. Zelo taka res fina izkušnja v bistvu tega početja in nastajanja tega stripa, sodelovanja z Zoranom. V bistvu takrat so se zelo pogosto dobivala, srečevala, še tesala lik te glavne junakinje. Takrat se mi je tudi zdelo zanimivo, ker sem večkrat potem dobil vprašanje, a si hotel narediti film, pa ni bilo denarja, da si šel v strip. In je v bistvu res, ta povezava dejansko obstaja. Potem je sledil Cankar, in potem lansko leto še Plečnik. Se obeta tudi kaj novega. Zdaj, imeli ste najprej na začetku junakinjo Kristino B, potem dva zelo močna moška lika. Se obeta še kakšen strip z žensko junakinjo? Ali ne smem izdati? Ne, v tem hipu vsaj jaz nimam v načrtu, recimo, kakšne res konkretne osebe, pač te stvari morajo priti tako, da ni breme, in mogoče v povezavi z nečim drugim. Za oba ta stripa sem jaz scenarije začel pisati zato, ker se je bližala pač pomembna obletnica, v primeru Cankarja 100-letnica smrti, pri Plečniku 150-letnica rojstva, ki je letos. In smo pač v mestnem muzeju obakrat ti leti posvetili tema dvema umetnikoma, in glede na to, da sem delal neke druge programe v muzeju, pač se mi je zdelo fino tudi narediti tak scenarij in je to zgodbo. Opazila sem, da je v zadnjih letih stripovska biografija, ali pa mogoče tudi strip na splošno, kar v razcvetu. Išlo je kar nekaj del, recimo letos celo strip v Prešernu, pa potem lansko leto so bili znameniti. Potem je bil Naš majster, pa Cankar, pa predtem še Alma Karlin. Zakaj misliš, da je v bistvu ta način oziroma ta literatura v porastu? Trend biografskih stripov, življenjepisov znanih osebnosti je v tujini že nekaj časa kar pomemben, kako bi rekel, panoga stripa. Pri nas se je to začelo, mislim, da z Almo Karlin, da je bil prvi tak polnokrvan biografski strip. Napisal ga je moj sodelavec pri Meksikanarjih in prijatelj Marjan Košalc. Mislim, da mi ga je celo ponudil, pa sem jaz takrat ali nisem bil časa, ali nisem bil zainteresiran. Tema me mora zagrabiti, nisem imel nobenega odnosa do Alme in smo pa prišli, kdo bi bil najprimernejši avtor. Torej, ta strip, ko sem videl, je vseboval nekaj več, v smislu, ki tazga še nismo nikoli videli. Bil je kvalitetno narejen, bil je dobro zrisan, bil je dobro napisan in je odprl neka vrata, neke zapornice za številne druge. Poleg tega, da je bil tudi komercialno relativno uspešen, je ponudil možnost, da
te naše pomembne može, kulturne ali kakršnekoli druge, da jih predstavimo na enom način. Ne. Kako smo imeli do zdaj knjige, ki jih danes roko na srce nihče več ne bere, TV nadaljevanke, ki so roko na srce precej slovensko okorne pa toge, dokumentarci, ki imajo spet nekako omejen doseg, ne, ker so tako objektivni, pa težko čustva ali nekaj zagrabijo. Ne. Če pa že so pa tisti igrani deli spet precej problematični. Ne. Skratka, povsod je resni deficit, ne, nekega sodobnega pristopa, neke svežine, pa nekaj predvsem, kar bo mladino animiralo. Ne. In strip to vse ima. In če se strip naredi na prav način, če je pravilno alkimija zmešana stroka, stripovskega jezika, zanimive risbe, nekega mestoma humornega ali pa kreativnega pristopa, če se vse to v pravih proporcijah zmeša, je to lahko zelo okusno jeti in lahko, ne vem, kje je konec tega. Ne. Mi pravzaprav vršimo, kot je prej Blaž rekel, funkcijo filma, od teh ljudi bi morali biti igralni filmi posneti, ne? Ampak pač ni več denarja za nič več, vemo, kakšni so slovenski filmi, 3/4 je posneto v sedanjosti ali pa v stanovanju kot prijateljev, ne? Nima nobene več scenografije, zgodovinske, kakšne kulise, kostume, ni več denarja, ne? In tukaj pač nastopimo mi, ki smo malo bolj, bi rekel, beraška verzija filma, ampak še zato pa so lahko zelo kreativna, rešitve zelo žive in mislim, da je nastopil in pravi čas, kar se avtorja tiče, in pravi čas, kar se publike tiče, da se je to spojil in da je zdaj, kako bi rekel, zlata doba biografskega stripa. In ko ste ustvarjali to, kakšno publiko ste imeli pred očmi, komu je pravzaprav namenjen, oziroma komu ste ga vidva namenili? V Sloveniji, kot je Blaž rekel, si ne moramo privoščiti, da bi ciljali na točno določeno publiko, ampak pač vse, ne, od neke drugega dela osnovne šole do, ne vem, 88 let do Badice. Jaz sem moji 90-letni mami Plečnika prebiral pa razlagal, ne, in rekel, to pa ni tako slabo, ker je vedno me branila kot majhen od teh stripe brati, češ da je šunt pa to, ne, jaz sem generacija, ki kot otrok je strip veljal za šunt, za krivca, za delikventno obnašanje mladine, za kvarjenje mladine iz pokvarjenega zahoda, in tako naprej, in šola, in starši, in sistem, in vsi so bili proti, ne, do tega, da se danes pojavlja v knjižnicah, v šolah, torej za časa enega življenja je strip prehodil kar dolgo pot, ne, in je zabavno, ne, da danes nastopam, evo, v knjižnici in da sem priznali pozitivno konotacijo. Tako, ja, nisem več ono baraba zadnje, ne. Prej bilo pa, stripe delaš, to so barabe, to so pokvarjenci. Tako da, in mislim, da je pravzaprav to, kar sva se prej pogovarjala, da je kar v enem mesecu, oziroma manj kot v enem mesecu, pošla celotna zaloga 1200 izvodov, najbrž pokazal točno tega, da se strip zelo dobro prodaja, oziroma da ga ljudje iščejo. Ja, bom čisto takoj odgovoril na to, ampak sam malo se navežem na tole prej, kaj Zoran govoril, ne, jaz sem malo mlajši od njega, pa nisem več toliko zelo doživljal tega odpora do stripa, ne, seveda, ko sem jaz bil otrok, to seveda še ni bila taka literatura kot danes, ampak vse ni bilo pa več, skoraj bi rekel, te kriminalizacije družbene, ne, ali pa kaj takega. Se pa spomnim, da v eni šoli v naravi, to se pravi, bilo to tam nekje, kaj se jim sred 80-ih let, ne, so pa prepovedali stripe, ne, vsi smo jih imeli pa sabo. In v bistvu tisto, česar se spomnim je, ne, da je v tistem hipu, ko je padla ta prepoved, se je začela ilegala. Ne, in to tako neverjetno uspešno, v bistvu skrivanje, prenašanje za hrbtom, izmenjava, ne, vse to, skratka, tako je bil vzpostavljen sistem. A potem mogoče, če bi zdaj prepovedali knjige, bi se začela ilegala, bi začeli ljudje brati
Ja, sigurno, da bi bil bolj popularno. Vsaj pri tistih, ki mogoče rabijo ta drive. Ne. To, kar je prepovedal, ne slajše. Zdaj, ravno mislim, da kakšne 14 dni nazaj je na eni šoli v Ameriki, da je bil Mouse Spiegelmana prepovedan, oziroma so ga umaknili iz knjižnice zaradi nekih benignih, bizarnih. Kaj že? Grdo govorjenje, ne? Pa neka vulgarnost. Tako, ne? Neka dojka bila, mislim čisto. Abotno, ne? In kot rezultat se je zelo povečala nabava tega kultnega in zelo pomembnega stripa na Amazonu, jaz mislim, ne? Tako da je fantastična prodaja. Dobra reklama. No, ampak nazaj k vprašanju tvojemu, ne vprosti, ker sem tako zelo. Ja, v bistvu v dobrem mesecu dni je šla naklada 1200 teh izvodov, kar je bilo čist mimo naših predvidevanj. No. Zoran in urednica Katarina Mirović smo se, in jaz, smo se v enem hipu pogovarjali, koliko smo sploh izvodov narediti. In smo rekli, ja, Cankarja smo 1200, pa smo ga razprodali, zdaj Plečnik toliko ne bo šel, ker ni pač tako zastopan v šolskem programu in to, ampak dajmo vseeno, se bo potem še aktualen. Pa se je zgodil, kar se je zgodil, tako da so bile to, kot je Zoran v nekem hipu rekel, imamo sladke skrbi. So bile res v bistvu sladke skrbi, namreč mislim, da 20. januarja smo odprli v Plečnikovi hiši razstavo v stripu, je pa resno grozil, da ne bomo imeli stripov, ki smo potem srečen dan pred to otvoritvijo dobili pač iz tiskarne drugo izdajo. Skratka, zdaj je tukaj druga izdaja in jo je še dovolj na voljo, če bi jo želel naučiti oziroma kupiti. Ja. Ampak ne bo več dolgo. Kakšni so bili pa kaj odzivi? Mislim, da zdaj ste naleteli na kakšne odzive javnosti oziroma kritiške javnosti nasploh? Ja, precej je bilo objavljenega, tako da smo zelo zadovoljni, je tako, ne? Jo. V resnici so vsi ti odzivi res pozitivni, tako da jaz sem zelo vesel, da je tako, očitno nam je uspel, v resnici smo zelo veliko dela vložili v to, časa, truda, študija in tako naprej. Tako da je pač vsi ti pozitivni odzivi, mislim, da so zasluženi glede na vložek. Mogoče bi dodal še to, da smo razmišljali, kako se bojo pa arhitekti odzvali. Jaz sem bil prepričan, da ne bojo razumeli mediji stripa, da so oni malo elitisti in tako naprej. Da pač ni to naša publika in da ne bomo pripravljeni na kritike ali pa celo take, da nas zavračajo. Ampak ni bilo tako. Na moje presenečenje so številni arhitekti, tudi tako, ki jih poznamo osebno ali posredno, so nama čestitali, a še posebej sem bil pa presenečen, da so naj pohvalili plečnikoslovci. Mislim, da so trije zdaj najpomembnejši, ki ne slovijo ravno po pretirani prijaznosti do kakšnih plečnikovih del, ampak so tale strip zelo prijazno sprejeli. Tako da sem pač bil prisiljen se priznati svojo napako in se pokasati in se posuditi s pepelom. Zmotil sem se in to lahko povem javno. Super. V večjih intervjujih sem prebrala eno tvojo prispodobo, kako je potekalo to risanje. In sicer, da si šel na Triglav, pa potem je bila megla, pa potem je bila Himalaja. Mislil sem, da grem na Triglav. Mogoče pa razložiš to? Ja, pa tako, mislil sem, da me čaka pot na Triglav, torej naporno, ampak znosno, zmirno. Pole pa nekje na sred poti padla megla, ko se je megla razkadila, sem bil na Himalaji in smo bili vsi. In še vedno je bilo treba priti na vrh. Skratka, ogromna količina dela, ogromna količina podatkov, skoraj vsaka sličica v tem stripu zahteva svojo referenco, svoje brskanje, svojo razlago, redko katero sem naredil kar na pamet, ampak sem povsod mogel iskati, gledati,
spraševati Blaža, brskati po knjigah ali po ogromni dokumentaciji, ki mi jo je Blaž zrihtal. Tako da ni bilo nikjer bližnjic, tudi jaz nisem hotel nobenih faksimil, nisem hotel nobenih fotografij, ampak vse je šlo skozi mojo roko, skozi risbo, praktično tudi pisava Plečnikova sem jo nekako posnel, poskušal kopirati, ampak je kombinacija med mojim karakterjem in njegovim. In mislim, da je bil to najzahtevnejši strip v moji karieri, čeprav so recimo Meksikanerji bili daljši, ampak so razdeljeni na posamezne etape, ker je bilo lažje. Mislim, da je bilo pa res v določenem trenutku tako, so me kar mešalo od količine podatkov in vizualnega, in besednega, in vsega, in kako to uskladiti. Ampak evo, v bistvu najslajše je premagati ene svoje notranje meje, premagati tisto, kar misliš, da ne boš. Kot početno so pristopali kot en športnik, planinec, ki je dosegel en višji vrh. Če mi ne bi bilo treba, se tega ne bi lotil, ker nisem mazohist, ampak naloga je postala to pred mene in je bilo treba narediti. In je dober občutek. Je bilo pa kar naporno, če ima kdo 5 minut časa, vsem razlagam, koliko sem revež, pa koliko sem trpel, pa koliko je bilo hudo. In risanje je pa potekalo koliko časa približno? Strip je okoli 11 mesecev, potem pa priprava, skice, pa to je 1 leto nekako, Ampak s tem, da je to, bi rekel, noč in dan sem razmišljal o tem, skoraj nič drugega ni obstajalo. Delal sem 10 do 12 ur, sanjal sem ga po noč, zbujal sem se z njim, praktično vse ostalo sem odmaknil iz svojega življenja in počel samo to, res zahtevati celega človeka. Ni neka, da bom jaz delal 8 ur, pa da bom šel, ni bilo vikendov, ni bilo praznikov, ni bilo morja, ni bilo nič, enostavno, samo pleči. In se mora nekaj poznati to. Skoraj tako asketsko potem, kot njegovo življenje. Samo delo. Tako ne bi rekel, ampak kakšno gorenjsko zaseko si tudi jaz privoščil, ampak v smislu te predanosti pa količine dela, že skoraj obsedenosti pa ja. Kako je pa potekalo zbiranje gradiva? Zdaj, jaz si predstavljam najbolj še scenarij za strip, podobno napisati kot verjetno scenarij za film. So kakšne vzporednice, oziroma iz kje si nabiral gradivo za celotno to njegovo življenje. Mogoče lahko še povemo za tiste, ki ne vejo, zgodba je pravzaprav položena v Plečnikova usta. Torej mu sledimo od otroštva pa vse to smrt. Mislim, vzporednice so v tem, da se zgodba dogaja v prizorih. Drugače pa, kar se tiče tega gradiva, pridobivanja informacij, v Plečniku je bilo jasno ogromno napisanega. Ne samo te strokovne literature, ampak tudi spominske, anekdot. Plečnik je bil v bistvu že za življenja tak velikan, da so potem ljudje takoj po njegovi smrti in potem še kasneje objavljali svoje spominske anekdote. Recimo tudi neke knjige takih izšel, recimo od njegovega učenca Janka Omahna. Potem je recimo Frances Tele objavljal ob raznih priložnostih kakšne anekdote iz otroštva, ki mu jih je Plečnik povedal. Skratka, tega materiala je bilo veliko, oziroma je veliko. Poleg tega pa seveda tudi bogat arhiv, večinoma v Plečnikovi hiši, večinoma korespondence, pri čemer še posebej v bistvu Plečnikova pisma domačim in znotraj tega še posebej bratu Andreju, s katerim je zelo redno in obilno korespondiral in se v bistvu tudi nekako, ta brat je bil starejši, bil je duhovnik, posledično velika avtoriteta za zelo vernega in družini zavezanega Plečnika. Tako da v teh pismih on v bistvu
pojasnjuje svoje dvome, svoj odnos do nekih stvari pojasnjuje, se spoveduje dobesedno, ne, na trenutke. Tako da je veliko bilo ne samo tega podatkovnega gradiva, ampak tudi v bistvu neke snovi, nekega gradiva za študij njegovega karakterja, če tako rečem, ne. Zato, ker lik v stripu mora imeti, tako kot lik v filmu, ne, pač nek določen karakter, če ne, to pač teče kot neka nezanimiva linija, ne. Pri čemer pa vsaj jaz mislim, da je pa treba biti zvest resnici čim bolj, kolikor je mogoče, ne. Sprav, ne moramo Plečniku obesiti nekega drugačnega razpoloženja, kot verjamem, da Plečnik razvil, ne. Tako da v tem smislu materijala je bilo ogromno. Zdaj jaz sem sicer v takem poklicu, da že dolgo časa spremljam, ne, tudi arhivsko gradivo za zgodovino, novejšo zgodovino Ljubljane predvsem, ne. Tako da pač ogromno nekih podatkov, ne, je bilo treba preštudirati, zbrati, da se potem odbere cvetje, ki ga potem lahko uporabimo v taki zgodbi, ne. V knjigi sem zasledila cel kup enih takih zelo zanimivih, drobnih misli, lucidnih. Ste mogoče premišljali o tem, da bi jih posebej izbrali v kakšni majhni beležnici, recimo, ne vem, modre misli, male modre misli velikega Plečnika, takega. Vse to je zanimivo v bistvu bilo že narejeno, ne. Jaz sem tudi črpal med drugim večina tam, kjer sem uporabil citate za oblačke, ne, sem jih zelo veliko pobral iz knjige Plečnikovega učenca Dušana Grabriana, ki je si še kot študent v bistvu zapisoval Plečnikova predavanja, ne, in tudi recimo, ko so bili na kakšnih ekskurzijah, je vestno beležil mojstrove besede, ne, in je to potem bilo objavljeno v eni taki knjižici. Skratka, zelo uporaben material za tako, za pripravo takega scenarija, ne. Tako da ja, to je že bilo narejeno. Mogoče bi jaz dopolnil. Blažev scenarij vsebuje poleg teh neoporečnih, strokovnih, tehničnih informacij, zgodovinskih, biografskih, vsebuje tudi nekaj, kar je zelo pomembno za strip, za pripoved, za film, čustva. Se pravi, do Plečnika najprej jaz kot avtor nisem bil ravnodušen, ni mi bil kar nekdo, ne, kar ga bereš v učbeniku, ampak je bil človek iz mesa in krvi, z napakami, smešnimi stvarmi, čudaškostmi in genialnostjo, ne, seveda. Ja, in to ni toliko težko pol narisati, če že obstaja neko srce, ki bije iz tega scenarija, ne. In ta čustva so zelo pomembna, ne, ker recimo, če se učimo mi, ne vem, letnice, bitka, ta pa ta, kdaj je kdo umrl, kje se je rodil, ni tega nobenih čustev, ne. In sodoben človek ali pa človek po naravi išče momente, kjer se bo čustveno investiral, kjer bo nekaj vložil in tudi dobil nazaj. In to je v zgodbi, torej vse tiste pač njegove dosežke je treba, domačo nalogo jaz rečem, je treba opraviti brez napake, ampak dodatek so pa ta čustva, ki so bila in ki je bila moja naloga, da jih še poudarim, da jih pokažem z mimiko njegovo, z reakcijami, ne. In on pol postane realna oseba, s katero se da komunicirati, ne. Podobno je bilo pri Cankarju, podobno je bilo tle. Mislim, da je to mogoče tudi del uspeha, ne, ki ga knjige, ki ga filmi, ki ga dokumentarci, ki ga ostale oblike, pač mediji, ki ga ne dosežejo, ne. To je kar en pomemben presežek, ki ga strip omogoča in ki so ga midva razumela in zgrabila za vrat in ga pripeljala preko do konca. Zato mogoče tudi, da se malo vrnem tudi ta relativni uspeh, ki smo ga s Cankarjem pa s Plečnikom doživeli.
In prej si rekel, da si pravzaprav 1 leto preživel z njim, da si se zbudil s Plečnikom. Kako si ga doživel kot osebo? Jaz se zaljubim v moje junake, mi postanejo blizu, mi postanejo družinski člani. Zanimivo, ne bom povedal, kdo en drug avtor je rekel, da je svojega junaka biografskega, realnega, da ga je sovražil, da ga je težko risal. Zakaj, kako, ja, pa to mi je šlo na jetra. Jaz imam praktično vsakega, mislim pa ne ima še toliko napak, jaz imam napak, na to verjeli. Ga posvojiš, ga ponotranjiš, ga razumeš v vseh dobrem in slabem in tako da na koncu mi je prav hudo, ko odidejo, ne samo kot veliki ustvarjalci, Cankarji in Plečnik, recimo, ki so pomembne stvari ostale, ampak kot ljudje. Mi je prav hudo, včasih mi je kar te zadnje strani mi kar malo jogre, ko rišem, da je konc tega druženja, da je konc, mislim, te intenzivnosti ne bo nikoli več s tem človekom in je slovo, in po slovesu človek pač žalosten, tako da je ta čustveni element se še prenaša. Si mogoče med tem, ko si pregledoval vse to gradivo, našel kakšne zanimivosti, ki v Plečniku še niso znane, ali pa kaj takega mogoče kar lahko izpostavimo kot zanimivost? Težko, da bi bilo še kaj takega, Kar kar so, če rečem tako, že prve generacije raziskovalcev Plečnikovega dela in življenja našli v arhivih, recimo, da bi se, seveda lahko se odkrije neka nova korespondenca, ali pa kaj takega. Zdaj, meni je bilo recimo novo, meni je bilo marsikaj od tega, kar sem prej omenjal v pismih, ne zdaj konkretne informacije, ampak ta njegovo to karakterno obzorje, ali pa doživljanje recimo časa, prostora, sodobnikov, vsega tega. V tem kontekstu vedno rad primerjam, recimo ta njegova pisma bratu Andreju, v katerih se kaže popolnoma drug Plečnik kot v pismih, naprimer, prijatelju arhitektu Ivanu Jagru, kjer je pa v bistvu duhovit, zabaven, iskriv, popolnoma drug človek. Tako da smo vsi malo taki, logično, da v nekih okoliščinah komuniciramo tako, v drugih drugače. In to je dal neko, v mojem razumevanju Plečnika so take ugotovitve, take najdbe, pogojno rečeno, predstavljale neko dodatno barvitost tega umetnika. In mene kot zgodovinarja vedno zanimalo, poleg vseh teh procesov, vzrokov, posledic, vsega, kar tvori neko zgodovinsko razumevanje različnih časov, me je vedno zanimal tudi tisti droben detajl, kako je nek posameznik se odzival na nekaj, ali pa razumel sploh tisto, brez vedenja, kaj se bo zgodilo naprej, kar mi vemo. Mi v bistvu zelo narobe gledamo na doživljanje posameznikov, ker mi vemo, kaj se je potem zgodilo. In pogosto je to nek filter, ki nam onemogoča pravilno razumevanje tistega točnega trenutka. In meni je všeč, ko se ukvarjam tako zelo detaljno z eno osebo, kot je v tem primeru pač Plečnik, da poskušam v posameznih situacijah si odgovarjati na neka vprašanja, kot bi si mogoče poskušal odgovarjati on. Sigurno so velikrat zmoten, to je nedvomno, ker ne morem imeti vseh parametrov, ki so vplivali na njegovo razmišljanje. Ampak je pa to nekaj, kar tudi meni zdaj po vseh teh, recimo, desetletjih ukvarjanja z zgodovino omogoča vedno nova in nova spoznanja v bistvu o nekem času za zgodovino. Kaj pa mogoče njegova dela, zdaj vsaj ta glavna si
narisal, najbrž nisi šel na študijski dopust, ne bi naj pravo. Ampak bi kakšno delo posebej izpostavil, da ti je še posebej bilo ljubo njegovo? Ja, najbrž Križanke, ker sem tam preživel svoja zgodnja najstniška leta, ker sem hodil na srednjo šolo za oblikovanje. Tam sem odraščal, tam sem sklenil prijateljstva, ki trajajo celo življenje, in to okolje, ni samo ena zgradba, ampak je res poezija teh raznih idej, barv, domislic, materialov. Ko sem bil takrat tam, ko sem bil mulj ignorantski, sem tisto nekaj gledal, pa je bilo kul, pa nič nisem razumel. Po 40 letih je prišel, je potrkal spet Plečnik pri moje vrata, je zahteval malo bolj temeljito obravnavo, sem moral malo bolj zagristi in ga razumeti. In ko sem se zdaj usedel na kavi in gledal, te Križanke so bile popolnoma drugačne oziroma iste, vendar sem videl ogromno novih stvari. Vidim jih tudi v ostalih zgradbah, ampak tle sem spet čisto vezan na ta obdobje mladosti. In v skladu s tem sem tudi naredil 2 strani iz teh najstniških let, iz srednje šole, ko se je zgodil tak mal bizaren, usoden mogoče trenutek, ko je neka stara gospa prišla pa je zahtevala, naj preberemo, kaj tam piše. In tam piše, in jaz sem bil tisti, ki je to prebral, s takim mal zafnanim glasom. Piše pa, minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin. In ta stara gospa s palico in z ruto je rekla, no, le zapomnite si to, fantje. In glej ga zlomka, kot bi njene besede nosile neko usodno težo. Iz te naše generacije je nastal Laibach, nastal je Irvin, nastal je NSK, nastalo je kup zanimivih ustvarjalcev, filmarjev, pisateljev, ne vem kaj, in celo en stripar. Torej, Križanke definitivno. Da. Kako si se pa lotil samega risanja, verjetno s pomočjo fotografij ali bolj z samim pogledom? Fotografija v glavnem, razlikuje se fotografije iz tistega obdobja, ko je bilo nekaj narejeno, kot zdaj, ne samo zaradi okolja, ozadja, ampak tudi vse je precej drugače. Ker mi je Blaž te fotografije, iščem boljšo besedo, zrihto uredil. Torej, to je šele prva stopnja fotografija. Jaz nisem zadovoljen sam s tem, da narišem fotografijo, ampak sem hotel še nekaj več. Torej, najprej fotografijo. Če vzamemo Nuk ali katerokoli zgradbo, obstaja 10 različnih kotov vsaj, če že ne 15-20, odkudar ti gledaš na neko zgradbo in na Nuk lahko gledaš iz različnih koncev, zgoraj, od spodaj, levo, desno, in kje je Nuk najbolj Nuk. In sem mogel kar fajn prespati, da sem se odločil za najbolj karakterističen, najbolj pogled, kjer je Nuk najbolj Nuk, ne vem kako drugače povedati. Ampak s tem in to narisal čim bolj realistično in verodostojno, kot sem zmogel. Potem pa zgubim detalje, kaj pa zdaj, lahko potem sem narisal še kakšne detalje, sem razporedil. Potem pa na osnovi to se mi zdaj še zmeri premalo, da sam prerisujem to že obstoječe, ampak sem zmeri iskal še nekaj dodatnega, še neko dodano vrednost. In pri Nuku, recimo, je bila zanimivost, da ritem teh kamnov, ki sem jih risal na fasadi, spominja kot na notno črtovje, da je kot neka taka vesela simfonija. In smo to pač vnesli noter, da je Plečnik kot dirigent in dirigira tem kamnom, ki veselo poplesujejo okoli njega. In to je to. Torej, domača naloga, Nuk treba narediti najboljši iz najboljšega kota, treba je izpostaviti najbolj zanimive elemente in treba je najti še nekaj več, eno dimenzijo več, eno arhitekturen pogled, ki ga do zdaj še ni bilo, oziroma ki je plod najnega pogleda. In pri teh najpomembnejših zgradbah sem vedno iskal ta nekaj več, nekaj je boljše uspelo, nekaj je manj, ampak generalno ta pristop je pa pri vseh znamenitih zgradbah.
Kaj pa mogoče sama literatura v Plečniku, zdaj ob 150-letnici se izdajajo tudi še nove knjige, velike tudi, kot ste že rekli, ogromno napisanega. Imate za naše bralce oziroma bralke kakšno priporočilo, česa se lotiti po Plečniku, pika, mogoče za neko nadaljno spoznavanje Plečnika, oziroma kaj je vam bilo najbolj všeč? Tebi. Zdaj, ravno kar je izšlo pred kakšnim mesecem, se mi zdi, ponovno Plečnikov dnevnik iz potovanja po Italiji, ki ga je uredil in komentiral že v 60-ih letih France Tele. In tiste recimo en tak zelo fin dokument. Plečnik je bil takrat sicer zelo mlad, mislim, šel je na pot leta 99, to se pravi, je bil star 27 let, ne? In je se takrat v bistvu nekaj mesecev je potoval po Italiji, dobil eno štipendijo kot najboljši študent iz Wagnerjevega seminarja in on tam zapisuje v bistvu ne samo to, kar je videl, kar je šel gledati, to se pravi ne samo arhitekturo, cerkve, spomenike in tako naprej, ampak tudi razne observacije o ljudeh, o hrani, ne, o cenah piva, kot je napisal, takih čudnih pomarančah, ki tukaj rečejo mandarine, ne, ki v Ljubljani takrat še niso poznali. Skratka, in s tem se nam pokaže v bistvu en tak mladi, zvedavi Plečnik, ki dobesedno srka vase vse, kar vidi. In ne samo, da je to fino brati, da je tudi zabavno mestoma, da nam predstavi Plečnika v neki določeni luči, ampak je pomembno tudi zato, ker je to potovanje bilo v mnogoče informativno zanj. On je tam spoznal sicer seveda na tej poti vse zgodovinske umetnostne sloge, ampak zaljubil se je pa v antiko in renesanso in to je v bistvu potovanje, ki potem vpliva praktično na njegovo ustvarjanje čez vse življenje. Tako da to je, meni je bilo to fino prebrati, no? Tako da to bi na vsak način priporočal. Zanimivo, ne, zdaj, če bi bil Plečnik desetletja predmet znanstvenega in strokovnega raziskovanja, je zdaj postal stripovski junak, predtem pa je postal tudi literarni junak, ne, v knjigi dr. Petra Krečiča in ta roman je tudi nekaj, kar bi priporočil v branje tistim, ki jih ta oseba zanima. Mogoče izpostaviti kakšno ambivalentnost njegovemu karakterju, ki je najbolj izstopala, ki se recimo izkaže v teh dveh knjigah. Ja, on je, ne samo v teh dveh, ne, tudi če zbiramo na kup vse, kar je naredil, rekel in o čemer je imel neko mnenje, ne, on je znal zelo odločno in vehementno izraziti svoje mnenje, ne. In medtem, ko na eni strani recimo ne, govori o tem, da nikoli ni rad podiral, kar so naši očetje dobro zgradili, ne, pa tista znana saksa lokuontur, kamni govorijo, ne, to se pravi reciklaža teh materialov in to. Enkrat je celo bratu Andreju pisal nepotret drevesa, ne, drevo je toliko časa raslo, zgradi okoli njega, ne vem, kaj je že takrat brat načrtoval. Po drugi strani bi pa mojster Plečnik, če bi mu bilo dano, podaril kar lep del Ljubljane, ne, da bi zgradil novo. Tako da tle je recimo ena taka, tudi recimo sekanje kostanjev po Tivoliju. Ljubljanski grad. Ja, pa recimo ideja Akropole na Ljubljanskem gradu, pri čemer bi pač seveda pretreval ta Ljubljanski grad podreti. Tako da so, ne, ampak se to je, bom rekel, človeško in normalno, ne, da pač v nekih okoliščinah je stališče takšno, morda v drugih pa drugačno, ne. To je recimo ena taka ambivalentnost, mogoče grobo rečeno celo nenačelnost v nekih. Se mogoče kaj takega pokaže tudi skozi
tvoje risbe? Ja, tudi. Ja. Nisem ga obravnaval kot veličino na piedestalu, kot suho nacionalno zlato, ki bi se ga bal, pa ga z dolžnim spoštovanjem obravnaval. Tudi to, ampak tudi kot smešnega, kontradiktornega, mislim, še posebej te dogodivščine ženskam so zabavljale, ker je po eni strani se je panično bal zakona pa bližine žensk odnosov, kakršnikoli, po drugi strani je pa malo silo, pa celo počel neke neumnosti. Eni prijateljici poslal sliko dojenčka, na primer, Če se potem hotela počiti z njim, ne? Ker so očitni znaki, ona se je tako predstavlja. Torej, neka naivnost, tudi neka kontradiktornost, in tak zabaven način, kjer sem ga jaz videl kot zabavnega, sem ga potem karikaturalno narisal in tudi pač, če sem jaz tako doživel, bo še marsikdo, ne. Potem je zanimivo tudi to, ker je pravo Blaž, torej ta reciklaža in uporaba materialov, tudi zelo slovensko, ne. Namreč naše mame so vsak papirček, vsak kozarc, vse so shranile, ne, bo že enkrat prav prišlo pa to, ne, in on je tudi na nek način, ne. Skoraj ničesar ni zavrgel, ampak je vse na nov način vključil, ali že kaj starega podarjenega je vključil nove, ena taka šparovnost slovenska, ne. Med drugim je zelo zanimiva anekdota na Trgu francoske revolucije, na Napoleonovem spomeniku, kjer neki kamen štrli ven iz bližje vrha, tak manjši, ven iz te strukture. Kaj se je zgodilo? En od teh blokov se je odkrušil in pol mojster ves paničen bil, ćemo zalepati, ćemo to kamuflirati. Ne se vidi, dajte obrežite, da bo naravnost in dajte kamen drug noter, tako da ven štrli, da se vidi. In je napako je potenciral, jo je naredil vidno in je rekel, to bo zdaj naš kamen spotike. In imamo lepo zgodbo in še estetsko je lepo in nič se ni kaj preveč obremenjeval s tem, da se je kaj spižil ali pa je vse nekako vključil v celotno zgodbo, tudi napake, čeprav je bil perfekcionist po svoje, ampak znal je pa tudi to. Tako da je zelo široka, zelo barvita osebnost, ker je bilo veselje ga risati in najti različne karakterne značilnosti, od smešnih do kakšnih pa resnih, ki ga delajo velikega. Skratka, pred nas stopi kot človek iz mesa in krvi s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi, ni pa superjunak v tej vaši osnovi. Ne, ni superjunak, je človek iz krvi in mesa, je navaden človek, ampak človek je imel neki božjo iskrico vse, nekaj več, neki talent, in to je treba vsekakor ceniti, spoštovati. Odkot pa to pride, pa midva ne veva, pač kako bi rekel, si ne domišljava, da poznava vse ozadje, in kar se o njemu ne ve, nisva pač, ne da se nisva ukvarjala, ampak se nisva silila s tem, nisva nasilila na neke razlage, razloge, neke karakterizacije. Tisto, kar je nedvoumno, neke interpretacije še, ampak odkot ta božanska iskra, ta čudežni talent, da je tako lepo sestavil na videz enostavne elemente, to pa, mislim, marsikdo je bil zagovornik antike, ampak da je tako lepo sestavil, pa v tem našem prostoru, da to tako lepo funkcionira, pa da vidiš, da je on, pa da paše v to okolje in ne paše, to je pa res unikaten in to je za občudovati. Velja, potem pa bomo na tej točki kar zaključili. Jaz si bom v bistvu sposodila vašo misel, oziroma pravzaprav je Plečnikova misel, ki je zapisana v križankah, torej minljiv si, le dela so tvoj spomin, je prav. Tako da jaz se vama obema zahvaljujem za ta pogovor in vsem vam, ki ste bili danes z nami na drugi strani vaših zaslonov.
Želim vam en lep večer še naprej in naj bojo tudi vam dela vaš spomin. Mogoče ne mišljeno ravno tako monumentalna, kot so bila njegova Plečnikova dela, ampak tista majhna dela, ki drug drugemu lajšajo in lepšajo naš vsakdan. Torej, en lep pozdrav iz Slovanske knjižnice. Lahko noč. Lahko noč.